Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Tino Mamić in Sebastijan Jeretič, pogovarjamo pa se o posledicah Cerarjevega odstopa za politični prostor. Zdaj, Tino, nekako smo končali pred oglasi s temi koalicijskimi partnerji Cerarjevimi, ne? Zakaj se tebi zdi, da je recimo, vsaj tak je bil vtis, Židan na teh prvih nastopih po odstopu bil izrazito nervozen, po drugi strani pa Karl Erjavec mirno odšel na Kanarske otoke in se tam izpod palm oglašal, kot da se ni nič zgodilo? Ja, oba sta bila malo prestrašena, ne? Židan, ker ni vedel, kaj se bo zgodilo, in to se je jasno videlo, ker je bil presenečen zaradi tega političnega dejanja, ne? Erjavec pa tudi, ne? Erjavec se je tudi umaknil, ne? Tudi pobegnil, zato da mu ni treba tukaj biti, ne? On samo čaka na svojo priložnost, ne? Se mi pa zdi še ena stvar, v bistvu bi postavil eno tezo, na katero bi rad, da bi vidva v bistvu pol povedala svoje mnenje, ki bolj poznata samo levico znotraj. In sicer lani poleti, ko se je gledalo, ko se je javnost spraševala, kdo bo kandidiral za predsednika države in kdo bo naslednje leto kandidiral na volitvah, torej letos, se ni še pojavil noben tak mesija, kot se je pojavljal recimo Cerar že več mesecev pred volitvami, ne? Ni bilo nobenega takega imena in zdi se, kot da levica takrat ni imela imena. Potem se je pojavil Šarec bolj kot ne slučajno, in dobil potem enotno podporo te leve levice ali radikalne levice. Danes pa ta odstop Cerarja, ki je neusklajen v koaliciji, se mi zdi, da je neusklajen tudi pri stricih iz ozadja, ne? Da to kaže, da ti strici iz ozadja, to ni neka centralni komite, ki v Murglah zaseda in potem kar Milan Kučan ukaže in Zemljarič potrdi, da potem vsi to naredijo, ampak da gre za eno, ne vem, hobotnico z lovkami, kjer lovke ne vedo točno druga za drugo, kaj delajo in so zmedeni. Zato tudi danes ne vedo točno, imajo različne scenarije, kaj narediti na volitvah, ne? Zato ne vemo, ne mi, ne levi volivci, koga je treba zdaj podpreti, da bo podprl, da bo naredil stranko, ki bo kot anti-Janša zmagala na volitvah. Zato gledajo VV Faktor, da zveja, veš, ne? Sebastijan, kaj ti praviš o tem? No, jaz se strinjam, torej sem že večkrat rekel, naša globoka država ni organizirana struktura, ampak gre bolj za neko razpršeno delovanje, ki ga omogoča šibka politika, ne? Tako da bi lahko rekli, da so staropartijci so anarhisti, v trojkah delujejo po vrtičkih in seveda vsak pogleda, kje lahko kaj recimo izpleni, ne? In se popolnoma strinjam s tabo tudi, kar se tiče predsedniških volitev. Jaz mislim, da nihče ni ocenjeval, da je Pahor res ranljiv, dokler ni bilo že prepozno in so vsi ta veliki kandidati nekako zavrnili možnost, ta veliki politični kandidati zavrnili možnost, in ker se je Šarec prvi postavil, dejansko so pol v njemu videli, pa dajmo njemu pomagati, da nekdo vsaj škodi malo Pahorju, ne? In jaz mislim, da ga dejansko, ne samo da ga oni nimajo pod kontrolo, ampak tudi par drugih strank nimajo tako pod kontrolo, kot bi si kdo nekako domišljal, ne? Bolj pomembno se mi zdi pa to, kar si prej rekel, Tino, tista euforija, mesija, iskanje odrešenika, ne? Letos je dejansko situacija precej drugačna, kot smo jo gledali zadnje 3 volitve, ne? 2008 je bila polna euforija, ki je omogočila zmago Borutu Pahorju, Socialnimi demokrati, 2011 polna euforija za Zorana Jankovića s Pozitivno Slovenijo in 2014 z Miro Cerarjem. In takrat so dejansko vse strukture, karkoli je dihalo politično, se dejansko usmerile v to eno ime, ki mora zmagati, da premaga Janšo. Jaz mislim, da letos najprej ni več tak bav Janša, kot je v preteklih letih ga medijem uspelo narediti, predvsem pa ni tako enotne euforije, ni takega medijskega naboja, tudi ljudje več ne spremljajo politike toliko, kot so jo mogoče pred leti, in se zna zgoditi, da bo letos malo drugačna sploh konfiguracija parlamenta. Sicer vedno smo že nekaj volitev, tako še 3 mesece pred volitvami razni analitiki bili prepričani, letos bo pa drugače, se bodo malo razpršili glasovi, ne? Na koncu se je vedno povleklo v duel Janša
proti nekomu in vse ostale stranke nekako na margini. Ne. Če bodo letos strukture delovale proti Šarcu in uspele glasove drugam usmeriti, se pa zna zgoditi, da bomo letos prvič imeli dosti bolj razporejen parlament, kar se bo seveda omogočilo tudi številnim malim projektom, da presežejo 4-odstotni prag. Ne? Ker v primeru, da bi bila spet ena mega euforija in Šarec ali pa Židan, težko verjamem, no, ampak dajmo reči Šarec na 30%, pol zmanjka kisika za vse male politične stranke. Ne? Ampak zakaj bi recimo, Sebastian, strukture šle proti Šarcu, ne? Če ugotavljamo, da se jim je eksperiment na predsedniških volitvah praktično idealno išel, skoraj bi zmagal, ne? Mogoče še boljše za njih, da ni zmagal, ker so potem takoj dobili tudi kandidata za predsednika vlade. Zakaj se ti zdaj zdi, recimo, da ta podpora usiha, če usiha? Jaz mislim, da je on premočna politična osebnost, individualna in da se ne bo pustil voditi tako ali drugače. Za njega celo govorijo, da je diktator tam na občini. Skratka, jaz mislim, te strukture imajo pa rade pridne ljudi. Že Pahorja niso izbrale te strukture. Te strukture so takrat načrtovale Gregorja Golobiča z Zaresom in nihče v SD-ju takrat ni videl nekoga, na katerega bi stavil. In dejansko se spomniš, Aljoš, takrat smo leta 2006 izgurali, da je SD in Pahor se postavil kot edina alternativa Janši. Torej mimo ta starih in niso bili najbolj zadovoljni in so na koncu morali sprejeti, da so se ljudje tako odločili. Ker ne samo, da te strukture niso med sabo tako skoordinirane, ampak tudi te strukture nimajo pod nadzorom levega volilnega telesa, niso to ovce, tako kot si mogoče kdo domišlja, dokler imajo kredibilnost, ugled in enotno govorijo, ne, potem volilno telo sprejme, dajmo reči, signale iz Murgel. Ne. Če so pa te signali raznoliki, različni, še posebej, če bo veliko kreganja v levem bloku in to si lahko obetamo, glede na to, kako se je mandat zaključil, ne, potem pa volilno telo več ne posluša zdaj velike stare modrece, ne, ampak se odloča tudi drugačno. Tako da, kot pred vsakimi volitvami, mislim, da je tudi zdaj bistveno vprašanje, ali bomo na koncu spet imeli dva, ki povlečeta in bodo vsi ostali nekako na robu se borili za drobtinice in bomo imeli spet v parlamentu 7, maksimalno 8 strank, ne? Ali pa se bodo glasovi malo bolj razdelili in potem se zna zgoditi tudi po 10 strank v parlamentu. In zdaj, zakaj bi to ustrezalo globoki državi? Zato, ker bi to pomenilo tudi dosti šibkejšo vlado. Ker če bi imel ti vlado iz 5 manjših strank, takrat pridejo do izraza ljudje, ki v ozadju usklajujejo, koordinirajo nekako dogajanje. Ne? Tino, kakšni so se tebi zdeli te prvi nastopi Janeza Janše zdaj po Cerarjevem odstopu? Ne? Večina ljudi je nekako opazila tu njegovo bolj spravljivo držo, ki sicer ima neke nastavke že prej, potem ko je na NSI se zamenil pač vrh stranke, ki je prišel Tonin na mesto Novakove. A se tebi zdi, da je Janša dobro izkoristil zdaj ta Cerarjev odstop, da se je nekako predstavil kot nek, bi rekel, tak spravljiv, trden politik, ki lahko prevzame vajeti v svoje roke, zdaj, ko jih je očitno Cerar spustil iz rok? Janša in SDS sta gotovo januarja začela novo politiko, oziroma že jeseni lani, in sicer, da niso več tako zajedljivi, posebej ne do svojih političnih sopotnikov, politične pomladi, recimo, ne, teh demokratičnih sil. To se je gotovo spremenilo. Prav na ti nastopi Janeza Janše v zadnjih dneh pa mislim, da niso nič načrtni ali da bi on se hotel načrtno ne govoriti, ker je logično, da boš čakal, da truplo samo priplava po vodi. In tako kot se obnaša zdaj koalicija, je to taka, če poznaš politiko, to so take otročarije, da se enemu staremu politiku, prekaljenemu, ki je marsikaj dal skozi, zdijo smešne in se sam v sebi gotovo smeje, kaj se ti levičarji gredo in v bistvu tudi pljuvajo v lastno skledo. Tako da jaz mislim, da gre tudi tu kvečemu za eno bolj oddaljeno držo, ker se pač na tak nivo ne spušča in se mu dejansko tudi ni treba. No, ampak vendarle se je mogoče zdelo lani ob predsedniških volitvah, ne, da je Janša nekako utrujen od tega svojega večnega boja proti tranzicijski levici, ne, da je nekako vdan usodo, zdaj v letošnjem letu pa
kljub vsemu kaže neko novo energijo. A se po vašem mnenju on zdaj vrača v igro za relativno zmago na volitvah ali ne? Jaz mislim, da je bil on vedno v igri za relativno zmago, ne glede na to, kdo je na drugi strani. In letos je dejansko, torej za letošnje volitve, SDS že nekaj mesecev vodi zelo kvalitetno kampanjo z vsemi elementi, od programa, vsebine, dogodkov, oglaševanja in tako naprej. Ne? Predvsem pa mislim, da je bistveno to, da oni znajo zelo dobro ločiti strateško komuniciranje, ko nagovarjajo svoje trdo jedro in ko nagovarjajo neko nevtralno publiko. Jaz nisem še nikoli videl Janše recimo izjemno agresivnega na TV Sloveniji v redkih prilikah, ko se recimo zadnje leta tam pojavi. Redko nastopa. Tako, tako da on izkorišča seveda za ostrejšo retoriko Twitter in Novo24 TV in druge medije, kjer ve, da je publika, ki vzdrži tak diskurs, medtem ko za splošno javnost je seveda dosti bolj umirjen. Tudi takrat, ko recimo kritizira vlado in se vidi malo neka razlika v diskurzu in mislim, da je to zelo pametno. Predvsem zato, ker svojo strukturo mora zagotovo napumpati do konca, torej tistih, dajmo reči, 200,000 volivcev, ki so nekako trda baza. Pri drugih bo pa sicer zelo težko mogoče SDS nekaj dobival glede na leta in leta proti kampanje, ampak je že ta njegova umirjena drža, dajmo reči, učinek te umirjene drže na TV Sloveniji je že v tem, da ne straši ljudi. Da torej je težko levici reči, bav je Janša, on je kriv za vse, dajmo izvoliti zdaj kogarkoli, samo da ni on. Ne? Torej skratka zmanjša tenzijo, torej nasprotovanja, hkrati pa svoje volilno telo ustrezno nagovarja z direktnim komuniciranjem, ker je zgradil orodja za to. Ne? Zdaj, če pogledamo še recimo fenomen teh novih strank, protestnih strank, recimo Lista novinarja Bojana Požarja. Kako vi dva ocenjujete za njih, kaj pomeni ta Cerarjev odstop? Vemo, da Bojan piše tudi knjigo o Cerarju, od Miro Cerar, Somrak, etike, a njemu to zdaj ta odstop Cerarja koristi, ne koristi? Kako vi dva ocenjujete zdaj zanj to situacijo? Jaz mislim, da Požar oziroma njegova stranka, da bo pobirala bolj med nezadovoljnimi volivci, med tistimi, ki sicer ne bi šli na volitve, tistimi, ki bi protestirali, tisti, ki so jezni zaradi, če rečem, prevar svojih strank, za katere so v preteklih letih volili. Tega je posebej veliko na desni sredini. Desna sredina, ki je imela praktično do leta 2000 tistih 52 do 55% volilnega telesa, je zgubila večino in je ni dobila nazaj. Tako da tu je en velik bazen teh nezadovoljnih volivcev, apatičnih, ki nočejo več iti na volitve zaradi razočaranja in mislim, da bo tu pobiral, tako med levimi kot med desnimi in da tu prav Cerarjev odstop ali pa, ne vem, drža Janeza Janše nima kaj veliko opravka. Koliko je teh protestnih glasov po vašem mnenju? Ja, jaz mislim, da je potencial je dejansko ves tisti, je praktično polovica volilnega telesa, ki ostane doma. To so ljudje, ki lahko pridejo in dajo nekomu, tako kot so dali recimo Jankoviću, ne Slovenci v Ljubljani, ki so množično prišli voliti in so mu dali v bistvu mandat. Glede Janše bi samo še eno stvar rekel. Janez Janša lahko z to novo držo, ki jo ima, pridobi nekaj volivcev, gotovo, tudi sredinskih, tudi razočaranih njegovih bivših, ampak veliko pa ne. Tako da jaz mislim, da tukaj se je precej izpelo to, kar je SDS naredila leta 2004, tako da bi težko se približala tem odstotkom, je pa gotovo, da bodo nekaj gotovo pridobili. Ja. Sebastian, koliko se tebi zdi, da je teh protestnih glasov, kot jim reče Tino? Je tega veliko v Sloveniji, recimo toliko vidimo v sosednji državi Italiji, je tega kar precej, saj po zadnjih volitvah sodeč? No, jaz mislim, da je zagotovo manj kot v Italiji. Kot je rekel Tino, bazen, potencial je velik, ključna ovira za Bojana bo seveda dobiti dovolj medijskega prostora, zaenkrat ga zelo dobro kompenzira z digitalnimi orodji in se tam zelo dobro širi.
Mislim pa, da nam, tako kot je rekel Tino, ta Cerarjev odstop, vprašanje Cerar Janše ne bo toliko vplivalo, bolj se mi zdi, da bo vplivalo tisto, kar sem prej omenil. Ali se bo vzpostavil spet dvoboj Janša proti nekomu in bodo vsi ostali izpadli iz igre, ali pa bo dovolj kisika na dnu političnega prostora, da bodo taki politični projekti lahko uspeli. Bojan ima izjemno prepoznavnost po Sloveniji, pozitivno in negativno, pač je kontroverzna osebnost, ampak v vsakem primeru to je prvi temelj volilnega uspeha, je jasno prepoznavnost. Velik del javnosti v Sloveniji sicer je bolj, kot da bi bil jezen, je čisto apatičen in ne vem, če ga lahko kakršenkoli protest zbudi. Je pa zagotovo veliko ljudi, ki bi si želeli nekoga, ki bo čisto z ljudsko ulično politiko mogoče nekaj spremenil. Torej nekdo, ki se ne bo izgovarjal za raznimi akti, predpisi, načeli in tako naprej, ampak ki bi to presekal tako, kot si oni mislijo. Zdaj, če pa pogledamo recimo, kdaj so prvič v Sloveniji sploh protestni glasovi koga imeli, je bilo to 92 Zmago Jelinčič, ki je dobil takrat nor rezultat, 12%, torej rezultat, ki je popolnoma presegel tudi vse, kar je on v nadaljevanju tranzicije dosegal z rezultati. Ne moremo reči, da je tistih 12% recimo bilo nacionalistov, da so bili to Lepenovci, ker takrat to sploh še ni, te koncepti v Sloveniji niso bili znani, smo nekako komaj ven prišli, ampak dejansko to so bili protestni glasovi enega, ki jasno glasno pove in enostavno pove, kako in kaj. Kar pomeni, da je teh 10% lahko v vsaki konfiguraciji političnega prostora dosegljivo. Ključno vprašanje zame bo, ali bo imel dovolj dometa in stika z volivci. Moramo končati. Ključno vprašanje ostane za naslednjo oddajo. Tino, Sebastijan, najlepša hvala za danes. Po oglasih pa vam povemo, kdo je s kurentovanjem ministrice Milojke po našem zdravstvu največ zaslužil.